vedno se začne tako, da najprej mi pokaže, da ne bo šlo gladko. En lep dober večer, Tanja Skaza z vami. Evo, kmalu se približujejo najlepši prazniki, oziroma zame najlepši praznik. Najlepši praznik mi je Božič, predvsem s tem namenom, zato ker se izredno rada pripravljam na predbožično večerjo. Jaz to se že pripravljam en teden, tako da srčno upam, da tudi vi, da se veselite tega praznika, da ga radi preživite z družino, da se imate lepo, da začutite, koliko je to pomembno, da smo kot družina skupaj. Ok, danes sem razmišljala, kaj bi vam naj povedala spet, da vam ne bom delila nekih nasvetov, ampak sem rekla, mogoče pa en dober nasvet, zato da stopite v leto 2024, res tako svobodni, z vero vase, optimizmom, da ste pripravljeni na to, da vse zmorete in da bo vse šlo gladko, tako kot je. Vsakič nas opozorijo, to leto je pa izredno težavno, to leto je pa, zdaj se šele pa pripravlja pravo leto, oh my god. Konstantno to poslušamo, vse če pa ne bo to leto, bo pa drugo leto, pa kaj vse smo že preživeli, pa marsikatero dobro zgodbo lahko beremo. Jaz sem začela v času korone in pogledajte me danes, že 3 leta inštitut zelo lepo funkcionira, dela, 300 ljudi je že prebujenih, 4. akademija se počasi marca odpira, na hrvaški trg nastopa. Mislim, vse, karkoli si zaželite, lahko pridete do tega, seveda je pa potrebno za to nekaj narediti. No in mogoče, kako bi lahko leto 2024 začeli bolj polno, bolj tako, da ste že pripravljeni na to, da bo šlo vse gladko, kar je prav. Pa bom kar podelila današnji dan, kakšen je bil današnji dan moj in kako bi tudi vi lahko štartali dan. Prav vroče imamo tle. To je to, ko se greješ in hladiš na klimo. To je edino, kar mi pa v poslovnih prostorih ni všeč. Radiatorji za mene vseeno predstavljajo nekaj, kar je še stara verzija, pa je še vedno dobra verzija. Ok, danes se mi tudi zbrale, moje sodelavke, da nekako zaključimo to leto 2023 in da postavimo strategijo. Seveda se ne postavlja strategija, ko slišim v enem dnevu, strategija se postavlja, dragi moji, strategijo. Če jo prvič postavljate, vedite, da boste za to porabili mogoče 14 dni. Jaz se pripravljam na strategijo, ki jo vedno nekako vidim 2026, vedno 3 leta naprej vidiš in potem jo pač ožaš na tisto leto, v katerem boš tudi ustvarjal. No in smo se danes dobile in vedno vsak moj pogovor začnemo s hvaležnostjo, zakaj smo hvaležni. In eden izmed pogojev, ali pa rečemo eden izmed nasvetov, ki jih jaz počnem, pa bi jih rada delila z vami, da se zahvalite vse, kar ste naredili v tem letu. Da si dvignete vrednost, da ugotovite, ali ste boljša oseba v tem letu, ali ste bolj srečni, ali ste, naprimer, ne vem, naredili kakšne nove projekte, zaslužili več denarja, zaslužili tudi, ne vem, več srečnih, ne zaslužili. Če ste osrečili več ljudi, da so zaradi vas ti ljudje bolj srečni. Predvsem se napolnite s to hvaležnostjo, poglejte z leto nazaj, kakšno je bilo 22 napram 23. Predvsem mogoče se vprašajte, govorite o občutkih, začutite te občutke, kako je, ko se peljete v službo, kako je, ko ste doma, kako je, ko ste z ljudmi, s katerimi ste obdani. Mogoče se zahvalite za vse učitelje, ki so prišli v vaše življenje in tudi za vse vaše, komu ste vi bili učitelj oziroma koga ste vi osrečili, da zaradi tega je on v tem letu naredil nekaj dobrega. Najprej vedno začnete s hvaležnostjo in ta hvaležnost vam odpre tako vrata, da se začnete zavedati, da ste pomemben, da ste naredili nekaj dobrega v življenju, da se napolnite z vero in predvsem, da si date lastno vrednost. Ta druga stvar, katero bi vam predlagala, jaz ponavadi rada odvržem vse stran, želim odstraniti vse blokade, ki sem jih imela v tem letu, tako da se tudi, ne da si čestitam za te blokade, ampak rečem, da jih želim odstraniti vse tisto, kar me je oviralo v tem letu. To pomeni, da mogoče so bili kakšni dvomi postavljeni, da nisem bila kdaj v svojemu stebru,
vse se spomnite, kaj bi želeli odvršiti, da v drugem letu, v letu 2024, tega ne bi več imeli. Zdaj, marsikaj se pojavlja noter lahko pri vas, karkoli. To pomeni, če ste bili nevorčljivi, tekmovalni, premalo strastni, tudi to, karkoli, potem, če ste bili pesimistični, odvržite vse tisto, kar vam ne koristi več. To so predvsem tudi strahovi. Spomnite se, odstranite strahove, da bi govorili javno nastopali, povedali svoje mnenje, bili iskreni, vse karkoli odstranite, da morate vedno ljudem ugajati, ampak predvsem in tudi mogoče, da odstranite vse tiste iluzije, ki ste obdani z iluzijami, da odstranite in da res živite polno resnico. To je drugo, kar bi vam priporočala. Zato, da boste rešili z vero in optimizmom v leto 2024. In ta tretja zadeva, katera meni vedno najbolj napolne srce, seveda prve dve sta moje osebne stvar, tako, da mene dvigneta, je tretja, je pa tista, katere ljudi sem osrečila v letu 2023, da bom šla sproščeno v letu 2024. To pomeni, da se konkretno ne samo sproščeno, še bolj samozavestno, izpopolnjeno, z notranjim mirom, da to, kar počnem, delam dobro zase in delam dobro tudi za njih. Poglejte, koga vse ste osrečili, komu vse ste pomagali. Predvsem pa, kaj jaz tukaj gledam, ko boste sedeli med prazniki z ljudmi, da vidite, kako se ti ljudje počutijo zraven vas, ali vas polnijo z ljubeznijo, ali vi polnite njih z ljubeznijo. Tako da, to so tri dejstva, ki jih jaz vedno upoštevam, preden se začenja leto 2024, naslednjo leto. Resnično poskušam vse očistiti, karkoli je. Tako da včasih rečem, bom delala do konca, da ne nosim v naslednje leto nekih bremen, težav, karkoli je, s strankami, karkoli imate, končajte v letu 2023, da boste v 2024 šli brez teh bremen, osvobojoči, svobodni in tudi pripravljeni na nove priložnosti. Vsaka priložnost pomeni tudi vašo osebno rast, tako osebno kot tudi poslovno rast. Dovolite si to narediti, naj vam ne bo izziv. Dajte se vedno vprašati, to je eno vprašanje najbolj osnovno. Ko mene sprašujejo, kaj ti sploh počneš, jaz rečem, prva misel za vse stranke, katere prijo do mene, da se vprašajo, kdo sploh sem in kaj si res želim. In tako je tudi inštitut zastavljen, da dejansko pridemo do tega, da res začutite, da je najbolj pomembno v življenju, da ste srečni, da živite to srečo, da živite notranji mir in da ko ste enkrat srečni, ko čutite to srečo, čutite tudi svojo lastno vrednost in iz te lastne vrednosti lahko uresničite vse svoje zastavljene cilje. Vendar ljudje se zelo, zelo premalo ukvarjajo s seboj in potem postavljajo poslovne cilje, določajo poslovne cilje, kaj bi lahko bilo, naredijo 10 scenarijev, 1., 2., 3., 4., 5., 6., če pa ne bo ta, bo pa ta, pa ta, pa ta. To vse deluje iz uma. Ko bi se res začeli zavedati, koliko je pomembno delati na sebi, zato da, ker delaš na sebi oziroma spreminja svojo notranjost in ta notranjost potem vpliva na vse vaše cilje, na vaše vse karkoli, dejansko na vse tisto, kar vam lahko pomaga zato, da boste bolj srečni v naslednjem letu, pa ne potem samo v tem letu, pa še v 2025, 2026. Vedno se tudi vprašam, ali sem bolj srečna, kot sem bila v letu 2022, v tem letu. In če se slučajno zgodi, da nisem bolj srečna, vprašam, kje sem se zaciklala, da nisem bolj srečna. No, eno zadevo sigurno vem, v katerem jaz sem bolj srečna in jokam in dan sem jokala in dan smo vse jokale, ker smo se spominjale prejšnjih let, vrnile smo se malce 5 let nazaj, bila je zelo všeč mi ena moja, že rečem kot sestra, ker je res sestra, ki je rekla, vsako leto, ko pogleda, kako mi je opisala, zakaj je hvaležna. Ko sem se usedla v avto,
ko sem gledala sončni vzhod, kako prihaja, ko sem se peljala v službo. Bila sem srečna, ker zapuščam moj čudovit dom, ker imam krasen dom, ker sem srečna v svojem domu. Peljala sem se proti službi, kjer se odlično počutim, ker vem, kaj vse sem naredila v teh nekaj letih. In še to, da res delam to, kar čutim, to, kar je prav. In s tem res vemo, da res živimo sebe. Ne bi kaj preveč govorila, dajmo pustiti, ker je mesec december. Eni pravijo, da je najbolj težek mesec, jaz pa pravim tako naporen mesec, ampak če je lahkoten, če je veliko zabave, če čutite vse to, kar ste naredili v prejšnjem letu, bo čudovito. Seveda imamo mi v 2024 letu pripravljeno kar veliko še novih dodatnih projektov. No, moje leto kako se bo moje leto končalo? Resnično zdaj odhajam, jutri še imam en delovni dan, ampak seveda lep delovni dan ni tako nič kaj naporno, noben dan ni naporen. Ampak končam pa leto. 27.12. končam leto, službeno končam leto, ki pa sploh ni z mano, z obredom. Z obredom z mojimi ambasadorkami, kjer se res bomo skupaj delali. Imamo skupno namero. Namere so zelo pomembne. Lepo prosim, ko me kdo vpraša, ko mi začnejo govoriti o obredih, kakšni so drugi obredi. Dragi moji, jaz nimam konkurence pri obredih. Res ne. Pa ne, da nimam konkurence pri obredih, ker jih tudi jaz nekatere obrede ne izvajam, ampak obred ni obred. Obred je lahko samo zadevanje. Obred je odlična predpriprava, da ti greš na obred takšen, kot moraš iti, da se slečeš. Potem je obred, potem je pa najboljša integracija, kako to spraviti v življenje. Ker kar dobiš, pa če ne veš, kaj naj s tem delaš, je čisto isto, kot da dobiš na loto 1 milijon evrov, pa potem ne veš, kaj boš naredil s tem. Vse, karkoli dobimo, je potrebno integrirati v življenje, zato da vi res živite drugačno življenje, bolj srečno in uspešno življenje. Tako da, naj vam zaželim lepe praznike, predvsem lepe praznike, lep Božič, miren Božič, poln ljubezni, sreče, lahkotnosti, iskrenosti, predvsem iskrenosti. Resnica pa iskrenost sta dve drugačni zadevi, tako da in resnice in iskrenosti, predvsem svetlobe, da gledate na leto 2024, ki bo vaše leto. Odločite se, da bo vaše leto, ne rabi to nihče drug reči, da je to vaše leto. Vi se odločite, ker ste vi kreator svojega življenja, vi ste arhitekt svoje usode, vi ste odgovorni za svoje življenje, nihče drug. Zraven vas so samo igralci. Nekje vi kreirate igro, nekje drugi kreirajo igro. Vi se pa odločite, koliko boste teh igralcev spustili v svoje življenje. Tudi pri meni je isto tako. Jaz se odločim, kje bom jaz igrala v igri in kje bom jaz kreirala svoje življenje. Tako da skreirajte si najlepše življenje v letu 2024. Bodite obdani z ljudmi, s srčnimi ljudmi. Spustite ljudi v svoje življenje. Ne se jih braniti, ne soditi ljudi, res ne. Nikoli ne veste, kakšne so njihove zgodbe. Dajte jim upanje, da verjamete, da se lahko spremenijo. Pokažite jim, da veste, da vsak od nas ima srček in ta srček je vedno pripravljen za nekaj novega, da spusti novo ljubezen, da spusti marsikaj noter, predvsem pa tudi zaupanje. Najprej do sebe in potem tudi do drugih. Tako da, lepo se imejte, jaz bom pa tudi imela krasne praznike, vmes vam bom pa še kaj lepega napisala ali pa kaj podala, da se boste še vi imeli tako v polnem srčku, v sreči, v svetlobi, kjerkoli pač ste že.